Danes nas čaka robinsonsko čolnarjenje. Kaj si predstavljaš pod to? Ja, nekaj, da bomo nekaj divjali tam po vodi, mogoče malo preveč si predstavljam tiste divje, metalo bi nas naj premetavalo, pa tako malo bomo mogli sesti, pa bomo čas dignili, pa odnesli, pa tako, upam, da bo kaj takega. Mislim, da bo divje, noro, prav adrenalinsko. V bistvu si predstavljam, da pač se usedeš čavni, malo gledaš naravo, uživaš, se sproščaš čez dan in uživaš na reki. Po tradicionalni belokranjski pogostitvi se je robinsonska pustolovščina lahko začela. Naši fantje bodo poskrbeli, pokazali na začetku kako in kaj, naučili veslati vse, potem nas čaka takoj na štartu po 500 metrih prva brzica, vozna lepo, ne nobenega problema. Prvo jim damo navodila, kako se sploh vesla, pa pred brezicami jim povemo, da morajo veslati čez, da so hitrejši kot voda, pa da grejo prav kot na jaz čez. Pa da če se v primeru prevrnijo, da pa spadejo čovna, da dajo noge naprej, pa da z nogami čez kamen luknejo pa tam. Kmalu smo osvojili veslaške tehnike in spust po kolpi je postajal vse bolj divji. Najboljše so brezice, pa dobra družba. Čolnarjenje pa priporočam vsem, od mladih, starih, vsem, ki se radi imajo fajn. Prvi postanek smo napravili pri Stari Kovačiji, v kateri prebiva kovač, ki zase pravi, da je potomec samega vraga. Nekoliko više pa so tudi nenavadne jame. To so jame Bilpa, v teh naj bi pripovedki živel vrag, preden so ljudje sem prišli in ko so ga pregnali iz lukenj, je skočil. Tukaj je bila ena skala, ki so jo uničili takrat, ko so cesto naredili, ker je imela kopito in podkov, se odrinil čez kolpo in po hrvaški strani lomil drevesa in one vasice na hrvaški strani se imenujejo Lamana Draga, lamal je drevesa. Ne? Tok nas je zanesel tudi na hrvaško stran v skrivnostno vasico Zgornja Lamana Draga. Skrivnostna vasica iz 18. stoletja govorimo zato, ker ljudje še živijo, a ceste nimajo. Veste pa, da to je bilo v 18. stoletju, ne danes v 21. Sicer pa danes v vasici živita le še dva prebivalca. Gospa Fanika, ki je vse življenje preživela ob kolpi, je v vasici popolnoma zadovoljna. Mi smo navajeni tukaj. Pa bi se preselili kam drugam? Nikamor. Kaj pa je najboljše v takšnem življenju, kot ga imate tukaj? Mir, pa da človek zdrav do nekle. Prvi del vodne pustolovščine se je bližal koncu in treba se je bilo vrniti na kop. Tam pa je lačne Robinsone že čakal nekoliko drugačen balkansko-belokranjski piknik. To je bolj vrhunsko, to je zadeva z Leskovca, leskovske specialitete. Malo smo prirodili, tako da bi rekel tudi določene naše sestavine belokranjske, rečemo jagenček, upoštevamo, gledamo zraven, tako da bi rekel, en miks smo naredili, tako da bi rekel, vrhunska zadeva na belokranjskim pridihu. Noben pravi obisk Bele krajine ne more miniti brez poskušanja belokranjskih vin. Zato smo se ustavili že pri enem izmed tamkajšnjih vrhunskih vinarjev. Pravijo, da je vino tretja najstarejša pijača na zemlji. Prvo je bila seveda voda, drugo mleko in takoj tretje že vino. In če nekdo obišče Belo krajino, katero vino bi mu najprej ponudili? Belokrajinci ne moremo mimo metliške črnine, potem so pa še za vsakega se kaj najde, tako da od sladokuscev do ljubiteljev belih vin in tudi predikatov. In ker prave pustolovce ne prestraši niti noč, smo robinsonsko čolnarjenje zaključili tako, kot se spodobi. Zabavo pod milim nebom. Kot vidite, smo tudi naš zadnji adventure kick končali vsi živi, zdravi in v enem kosu. Morda nas nove pustolovščine čakajo že poleti, do takrat pa se vsi skupaj odpravljamo k zasluženemu počitku.